Tisti, ki me že dalj časa spremljate, veste, da sem mamin sinko, živim pri mami, mama mi kuha, pere, lika, skratka, mama skrbi za mene. Zdaj, večinoma ljudi pravi, da taki mamini sinkoti, da smo nesposobni, da nič ne znamo, da smo nesamostojni in tako naprej. Razumem čist nobenega problema. Lejte, zdaj pa mame ni doma in jaz sem ratov lačen. In kaj zdaj narediti? Se pravi, moram sam nekaj narediti. In spomnil sem se enega dobrega recepta, ki sem že delal in zdajle si bom naredil nekaj zelo okusnega za jesti. In ful dober recept je, zato si poglejte naprej. Pa tudi zdrav obrok je. Tako da boste videli, a sem res nesposoben mamin sinček, ki ne zna poskrbeti za sebe. Glej naprej, je zanimivo, pa vkolikor še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroč sem gumbek naročite se, klikniti pa potem še zvonček. Zdaj gremo pa kar kuhati. Tale zelenjava je čisto vse iz domačega vrta. Lejte, še zmeraj imamo in paradižnik, in papriko, in bučke, in tale majhen malancanček. Imamo še malancane, tako da bom si to lahko še naredil. Je pa malancan ful dober, pride malo za okus, jaz ga imam zelo rad. Lejte, sem vse to zelenjavo narezal in jo potem dal po posebnem mojem sistemu v tale lonc, oziroma lončeno posodo. Na vrh bom dal malo sirčka, vmes med zelenjavo pa še malo parmezana, zato ker to da boljši okus. No, zdaj gremo pa kar rezati tole. Bučko zrežem takole na majhne kvadratke. Naj sam povem, da sem majčkeno spremenil sestavine, tiste, ki sem jih na začetku snemal. Namreč tiste dve lepe paprike ne bom dal, zato ker so čisto sveže. Lejte, sem pa nabral take, ki so že malo bolj, jih bo čez par dni hudič vzel. Lejte, tudi tele tamale paradajske sta že bolj slaba, tako da sem rekel, to porabim. Tako da tle lahko porabite karkoli želite, ne. Te mali paradajski dajo fini tak sladek okus, tako da je fino, če jih je malo. Papriko imam pa različno, lejte, od zelene, rumene, oranžne, no pa tudi eno še malo rdeče bom najdel pa dal. Zadeva dobro napreduje, lejte, zelenjavo sem zrihtal, je prišlo pa do malo spremembe. Ravno kar je sestra prišla in je prinesla še neko zelenjavo, tako da imam bistveno več malancanov, kakor jih je bilo, kar se veselim. Prinesla mi je tole mozzarelo, je rekla, da bo potekel rok, da jo je treba porabiti, pa tukaj še neki sir. Pol zdajle sem ugotovil, da nimam origana, origano ful paše. Sem pa najdel tale šetraj, ki je malo podobno. Aha, pa ker je toliko tega vsega ratalo, lejte, sem se odločil, da v malo večjo posodo naredim, mi bo pa še mama majčkeno pomagala. Sej tole boste videli, je res ful dober. Sem že dal v posodo, to je prva plast, najprej dam bučke, zato ker se najtežji se razkuhajo, razpečejo, tako da so spodaj na glinenem, da je bolj vroče. Zraven sem dodal še malo parmezana, pa malo sirčka za okus. Pa seveda sem bučke prej posolil, tako da malo slano mora biti. Jaz imam rad slano, nekateri nimate, tako da mogoče bi nekaterim tudi brez soli to šlo. Zdaj sem dodal še ostale sestavine, se pravi malancane, papriko, paradižnik in spet malo parmezančka gor za okus. Evo, zadeva že skoraj čisto končana, lejte, dodal sem še sir. Lejte, kar se sira tiče, je zelo pomembno, da ga daš ravno prav. Namreč, veste kako je, to sem že veliko delal, pa vem. Ta zelenjava se more malo skuhati, malo speči.
Ni dobro, če se preveč speče, ni dobro samo, če se sam skuha. In s tem tu uravnavaš s tem sirom. To vem, ker sem že večkrat delal, enkrat sem čist sir čez celo dal, da ni imelo nič para, da ni mogla ven hoditi in tisto je bilo čist kuhano, ni bilo dobro. Mora biti pol pečeno, pol kuhano, tako da, ne vem, približno dobro sem po mojem dal, prej bo tlele malo premalj sira, kakor pa preveč. Zdaj pa damo tole še v pečico na 200 stopinj in počakamo, da se ravno prav zapeče. Ne me sprašujte, koliko minut, ker pojma nimam, bom po občutku to naredil. Poglejte, kako je lepo ratalo. Pa tudi diši že tako dobro, da vam ne morem povedati, komaj čakam. Takole je tole videti od zunaj. Vedite, tukaj sem že malo probal, ker sem še pekel, da sem vedel, če je dobro pečeno in vam povem, super je, super. Super sem se najel tole, kar sem naredil, res je bilo dobro. Pa ne govorim zato, ker sem jaz naredil, pa sej to tu ni neka huda umetnost narediti, da smo čist iskreni, ne. To je enkrat že dolg nazaj, več let sestra naredila in meni je bilo ful všeč in pol sem se iz to velikat sam naredil in sem tudi malo recept spremenil. Tu je rečemo zelo pomembno, da je glih prav pečeno, glih prav zakuhano, saj zame je tu pomembno, tako da meni je fantastično ratalo, tako da bom to še delal. Imamo na vrtu malancane, bučke še, paprika je še, mogoče bom še kakšen korenček dodal, bom videl, tako da tole se bo še jelo nekaj časa. Origano moram iti kupiti, ker ga nisem imel, to ful paše. Drugače pa, no, če vam je tole bilo všeč, kako sem tole naredil, vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se naročiti, samo kliknite gumbek, naročite se, pa potem še zvonček za še več takih zanimivih videov. Drugače pa zdajle grem knjigo pisati, včeraj sem napisal 10 strani, danes jih moram vsaj 5, pa na meni imam iti, preden bo kosil, sicer bo malo kasneje, za kosil bojo pa jurčki smetano, komaj čakam. Tako da pred tem moram iti teč, pa makar če sam 3 kilometre pretečem, moram iti, samo da grem, da čist ne pozabim, ker to je ful pomembno za moje počutje. Svet je lepši, če grem, življenje je lepše, če grem teč. Tako da tudi vam svetujem, vkolikor ne, probajte. Ampak veste, kaj je zanimivo? Tako dobro se pol počutim, ko odtečem tu, pa si rečem, bom to redno delal, ampak naslednji dan že pozabim. Napiši v komentar, če imaš tudi tak problem. Jaz ga imam, žal, priznam. Nič, lepo se imejte, vse najlepše vam želim.